Majska Aškerčeva lučka. Danes vam želim predstaviti razliko med dvomom in vednostjo. Torej med tistim, kar resnično veste, in tistim, v kar dvomite. Vsi vemo, da se dvom kdaj prikrade v naše misli, velikokrat po nepotrebnem. Poglejmo, zakaj. Mogoče imate prepričanja, da nekaj ne zmorete, da niste za to ali drugo stvar, da nima smisla, da poskusite, saj vam ne bo uspelo. Včasih poveste, kaj je možno in kaj ne. Na osnovi česa? Na osnovi vaših ali tujih prepričanj? Ker vi tako menite ali o tem menijo tako drugi ljudje? Zapomnite si nekaj. Kakšne so tvoje misli, takšen boš ti, je nekoč rekel dr. Wayne Dyer. Dejansko postanemo tisto, o čemer vse dni razmišljamo. In če razmišljamo, da nekaj ne zmoremo, potem tega res ne bomo zmogli. Kje se skriva rešitev? Spoznati je potrebno razliko med vednostjo ali spoznanji in domnevami, mnenji. Kaj to pomeni? Mnenja nam posredujejo drugi in mi smo tisti, ki se odločimo, ali jih bomo sprejeli ali ne. Vednost pa je tisto, za kaj sigurno vemo, da je res. Na primer, vemo, da znamo voziti kolo, da znamo brati, risati, plavati, računati, hoditi, teči in še bi lahko naštevala. In kje je zanka? Kadar sprejmemo neko mnenje in o njem nimamo trdega znanja, je z njim povezan dvom. Ta dvom je sicer skrit, a obstaja in bo prišel na plano, ko boste nekaj želeli preizkusiti in vam bo nekaj oziroma neka misel rekla: ne verjamem, da ti bo uspelo. Ne vem, če je to zate. Tega raje se ne loti. Še nikoli ti ni uspelo. In tako najbrž ne boste poskusili. Prav tako se ne boste zavedali, da se zadeve ne boste lotili zato, ker vam je nekdo drugi podal neko mnenje in zaradi tega se je v vas naselil dvom. Za razliko od mnenj, vas spoznanja, vedenja nikoli ne bodo pustila na cedilu. Tudi če dalj časa ne boste brali ali računali, boste še vedno znali črke povezati v besede in besede v stavke in stavke v zgodbo. Ali števila sešteti, odšteti, množiti, deliti. Tudi če dalj časa ne boste plavali, ko boste po dolgem času skočili v vodo, boste vedeli, kaj narediti, da se obdržite nad vodo. Zakaj? Ker v vednost ni vpleten dvom. Vi to enostavno veste, ker ste se naučili. In če pomislite, kaj vse ste se že naučili, nekatere stvari res hitreje, nekatere malo počasneje, a naučili ste se jih. Torej se lahko naučite tudi tistih, za katere ta trenutek dvomite, da je možen. Odvrzite dvom čez ramo in pojdite v akcijo. Uspelo vam bo. Ne pozabite, na svetu ste zato, da ste srečni. In ne pozabite, v vas se skriva čudovita moč in potencial, ki komaj čakata, da prideta na plano. Verjamem vsakega izmed vas. Ja, tudi v tebe. Na naša vedenja.